Ja, dobro jutro vsi, ki nas spremljate. Jaz sem si danes skuhala že drugo kavico, prav posebej z razlogom, ker jo bom spila z 5 superfinalisti 11. generacije. Danes bodo z nami klepetali Tjaša Smrdelj, koordinatorka izobraževanj v Language-Sitterju, Dajana Janjatovič, odvetnica, odvetniška pisarna Rogelj, Nina Klemenčič, projektna vodja iz podjetja Celtra, Maja Šipek, odvetnica v podjetniški pisarni CMS in pa Milan Grašič, edini med dekleti. Danes Milan pa je Innovation Project Manager v podjetju Knauf Insulation. Ja, živjo vsem, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Živjo. 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 Ja, tole je priložnost tudi za vse, ki nas spremljate, da 5 superfinalistov letos poznate, še preden jih vidite na odru. 15. junija imamo letos AmCham Top Potencial leta, dogodek, na katerem bomo skupaj izbrali ambasadorja generacije. In evo, danes je že ena taka priložnost, da malo spoznate naše superfinaliste in tudi kaj vprašate. Tako da bomo veseli, mene zanima, kaj vas zanima o teh 5 posameznikih, s katerimi bomo klepetali. Mene pa najprej zanima, pomlad je tak čas, recimo gimnazijci imajo maturo, odločamo se o naslednjih korakih, karierah. Kaj ste vi, kaj je bil vaš odgovor na vprašanje, ko ste bili majhni, spraševali, kaj boste, ko boste veliki? Milan, pa bi pri tebi začela. Jaz, ko sem bil majhen, sem mislil, da bom kokice prodajal v Tivoliju, tako da, to, ampak je usoda hotela, da sem bolj naravoslovno usmerjen, tako da je potem sem zavil v matematiko, fiziko pa gradbeništvo. Tako da zdaj sem pa tukaj, kjer se ukvarjam z novimi izdelki in razvijam nove produkte. Ok, ja, zanimiv obrat. Dajana, kaj pa ti? Ja, jaz pa moram reči, da sem že v osnovni šoli nekako želela postati odvetnica in na srečo se je izkazala to kot pravilna odločitev, tako da sem zadovoljna z izbranim poklicem. Nina? Ja, jaz pa nisem tako, kot na primer Dajana že od majhnih nog vedela, kaj bi bila. Mogoče včasih bi bilo bolj lažje, mogoče, če že od majhnega veš, jaz bi bil zdravnik ali pa ne vem, odvetnik ali pa pilot. Jaz sploh po mojem, ne vem, po mojem sem vsakič odgovorila nekaj drugega. Vem, da sem imela tudi obdobje, ko sem govorila, da hočem biti frizerka, ker sem že takrat pletla kitke svojim sošolkam in se mi je zdelo to ful zabavno. Pa na gimnaziji so mi ostali rekli, da se to borim za svoje sošolce, pa njihove pravice, da bom zihar odvetnica. Na koncu sem se pa za faks odločila zelo tako. V bistvu sem veliko faksov imela v mislih, pa sem se še prepisovala, pa na koncu v bistvu so mi doma rekli, pet nekaj, ki je malo bolj zahtevna, da ti ne bo dolg čas. Tako da pravo je bilo čistko bolj ugibanje, ne toliko nekaj, ki bi izbrala. No ja, zdaj pa v bistvu sploh tudi ne delam v pravu, tako da zdaj kot vodja projektov imam to širino, ki mi je že od majhnih nog všeč, da lahko poskusim različne stvari. Tjaša, o čem si ti sanjala? Ja, zdaj ta prva stvar, ki se jo spomnim, prvi poklic, ki sem ga imela ogledanega, je bil pravzaprav, sem želela postati veterinarka, pa so me potem nekako, bom rekla, sem se preusmerila potem, ker so mi rekli, da bo treba uspavati živali in to mi takrat ni bilo všeč, ne. Tako da sem se potem nekako preusmerila in sem naslednji poklic, ki me recimo zanimal, je bil učitelj, torej oziroma učiteljica. In potem sem nekako v tej smeri naprej raziskovala, ampak tako, kakor je Nina rekla, tudi mene je zelo veliko različnih stvari zanimalo, tako da sem želela veliko stvari sprobati. In potem v bistvu takrat najbolj veš, kaj te veseli, kaj ti mogoče ni všeč in je v redu, da se sproba veliko različnih stvari.
da z raziskovanjem prideš do svoje poti. Maja, a si ti odvedno vedela, da boš odvetnica? Ja, v bistvu pri meni je zgodba malo drugačna. Meni so ljudje prej govorili, da bom odvetnica, kot pa sem to vedela sama. Spomnim se, da že ko sem bila v vrtcu, sem se z babi odpravila enkrat na otroško igrišče in od tam nisem hotela iti domov. In potem mi je babi zagrozila, da me bo pustila tam in jaz sem rekla, ne boš, ker me ne smeš. In meni že pač družina od malih nog govori, da sem rojena za odvetnico, ampak jaz sem se v bistvu dolgo temu upirala. Ko sem bila mlajša, sem hotela biti modna oblikovalka. Nekaj časa sem imela tudi obdobje, ko sem želela delati za NASA in raziskovati vesolje. Ampak potem sem se nekako vdala v to, da je mogoče odvetništvo res tista stvar, ki mi je pisana na kožo. In sem tudi zelo zadovoljna s svojo izbiro. Ok, super. Lepo slišati, ne, ta reskilling, upskilling sta danes tudi taka buzzworda in mislim, da ste vi tudi zelo vešči tega, kako malo preusmerjati kariero, začeti nekje, potem iti nekam drugam. Zanima pa me že na začetku, kako pa vidite nasploh glas mladih. Vi ste ambasadorji generacije, M-čemove generacije, 11, pa tudi nasplošno. Smo mladi dovolj glasni, na katerem področju bi mogoče morali biti bolj? Maja, pa bom tebe najprej vprašala. Jaz mislim, da mladi iz generacije v generacijo postajamo bolj glasni. Jaz mislim, da če primerjam, ne vem, z 10 let nazaj, da so mladi nekako bolj odločni, da si izoblikujejo svoje mnenja o nekih perečih problemih in jih tudi nimajo problemov predstaviti, povedati in za njimi stati. Zdaj seveda na določenih področjih bi lahko bili mogoče malo glasnejši. Tu mogoče mislim predvsem okoljsko problematiko, zato ker je to neka stvar, ki mogoče ne bo tako zelo pereča v naslednjih letih, bo pa dolgoročno in temu bomo izpostavljeni predvsem mi sami. Zato mislim, da mladi tlele ne bi smeli imeti strahu, da si vzamejo to pravico in vodijo spremembe na tem področju, ker mislim, da to pravico imajo. No. Tjaša, kje bi ti recimo vodila te spremembe, kje boš ti bolj glasna v naslednjem letu? Meni se zdi, da v bistvu, kot je Maja omenila, se ta glas mladih res majčkeno bolj sliši iz leta v leto in predvsem, kar mi je zelo všeč, je to, da se mladi vedno bolj zavedajo pomembnosti okolja in zdravega okolja in da zelo skrbijo da se zelo zavedajo, da lahko sami veliko prispevajo k temu, da ohranjamo okolje. Mi je pa recimo mogoče še vedno me še vedno malo skrbi, ker veliko mladih se še vedno ne zanima za politiko, pa mogoče tudi zaradi tega, ker jim ni bila predstavljena na ustrezen način, mogoče tudi sam sistem ne predvideva pravega načina, kako jim predstaviti, ker v bistvu politika je ena stvar, ki se nas vseh zadeva in ki v bistvu vpliva na prihodnost nas vseh, tako da upam, da se bo tudi v tej smeri kaj spremenilo. Tjaša, hvala za to iztočnico. Nina, vem, da ti si tudi ena taka aktivna zemljanka, pa da ti je tale tema, ki sta jo Maja in Tjaša načeli blizu. Tako da, zakaj si pa ti recimo tudi aktivna zemljanka, državljanka? Ja, tako kot sta obe punci že povedali, jaz mislim, da mladi bi se povsod lahko še bolj oglašali, lahko bi bili bolj glasni. Sploh zdaj, ko imamo tako priložnost iti tudi na šolanje v tujino, pridobiti znanja iz najboljših univerz. Pač point je, kad ti enkrat pridobiš to kvalitetno znanje, potem moraš predlagati rešitve in poskrbeti, da bodo slišane. In v bistvu meni se zdi, da mladi bi mogli bolj aktivno, lokalno mogoče začeti tam v tistem okolju, kjer smo, z zgledom, spodbujati tudi ostale mlade. Jaz pač vidim
fulenga potencijala. Meni bi se zdela mogoče tudi pametna rešitev, da bi mlade vključevali v parlament. Tudi če na začetku samo sedijo tam, pa ne vem, da bi imeli neko kvoto, da je, ne vem, 10% noter ljudi, ki so mlajši od 25 let, pa da poslušajo in pol mogoče sprašujejo najprej, ker že včasih z vprašanji lahko veliko pokažeš, kje so tiste točke, ki bolijo. Ja, mogli bi se še bolj vključevati, no, tako. Meni se zdi, da mlade, ena stvar je, da se oni kar mogoče ne zaktivirajo dovolj, pač to je na nas, na mladih. Druga stvar pa je, da tudi tisti, ki ste niso slišani ali pa so mogoče narobe razumljeni, no, tako. Ok, moramo biti bolj aktivni. Milan, kje boš ti povzdignil svoj glas? Jaz bom tako rekel, da mladi smo, ampak tudi nismo dovolj glasni. Tako da smo dosti glasni na področju okolja, tega se predvsem zdaj dosti tematika je dosti popularna in se je dobro izpostavlja, ne. Ampak kjer pa res smo področje, kjer mi nismo dosti glasni, pa definitivno stanovanjska politika, kako mladi sploh prihajamo do stanovanj. Stanovanje je zdaj 3 ure na kvadratni meter zarabljeno stanovanje, ko si lahko nek mlad človek z neko povprečno plačo to porošča, ne. In tukaj definitivno mi nismo dosti glasni, ker mi kot mladi in tudi generacije, ki prihajajo za nami, si morajo nekako ustvariti dom, si morajo družino, ampak in če tega ni omogočen, bomo pa vsi na nekih kumi preživljali z dneva v dan. Tako da tukaj smo premalo aktivni in tukaj je tudi mogoče tudi krivda politike, ker nas pušča mladih toliko not v sistema, ne. Tudi če pogledaš strukturo parlamenta, vidiš, da mladih ni velika, ne. Tako da tukaj vidim precej izboljšav in tudi moramo tudi mi kot mladi biti bolj volilno aktivni, da pride sploh do teh sprememb. Ok. Ja, zanimivo, kar tako več politične aktivnosti bi si vi želeli. Dajana, kaj pa ti, na katerem področju si ti že in boš še bolj glasna? Se strinjam s svojimi predhodniki, da vsekakor moramo biti mladi bolj aktivni in v bistvu bi bilo smiselno, da smo glasni na vseh področjih, ki se nas zadevajo in da se ne omejujemo. Predvsem bi morali se bolj zavedati, kako močen je lahko naš kolektivni glas, da vloga vsakega posameznika šteje, da če pa skupaj in aktivno sodelujemo in stremimo k enemu cilju, da ga potem toliko lažje doseči. Mogoče v preteklosti še ni bilo toliko nekih perečih problemov, s katerimi bi se srečevali, zdaj pa, ko se srečujemo z vedno večji izzivi, postaje to toliko bolj pomembno. Tako da mislim, da kot prvo bi bilo treba delati na informiranju mladih, morali bi spremljati aktualne teme in definitivno, tako kot so že ostali povedali, sodelovati pri soustvarjanju politike za naprej. Ok, super. Me veseli, da ste tako vsi aktivni in da tudi vidite to svojo vlogo. Zanima pa me mogoče vezano na tole še to, kako pa vidite vlogo takih skupnosti, takih skupin, kot je AmCham ali pa platforma AmCham Young, kje lahko tukaj take skupine, skupnosti vstopijo v to, da so aktivne v družbi, da nekaj spremenijo. Kako to vidite? Milan, pa bova midva začela. Jaz mislim, da tole, kar sem jaz prišel v AmCham, jaz nisem pričakoval, da bo toliko dobro, bom temu rekel. Nisem vedel sploh točno, kaj pričakovati, ali bo to neki povzdignjeni ljudje, ali bo to neki fancy stuff, ampak na koncu pač res tako 150 res dobrih ljudi. Bom rekel, da z vsakim, ki sem se spoznal, je bilo to neko posebno doživetje. In kaj je prednost te skupnosti, je, da to so ali pa smo ljudje, ki imajo nek potencial v sebi, ki so že na nekih funkcijah in starostjo dalj časa, ko bo minevalo na večjih in boljših funkcijah, bo bolj vplivnih. In to, kar se mi povezujemo, izmenjujemo ideje. Ti prideš do idej, ali ne vem, podjetnih, političnih, strateških, ko mogoče sam ne bi prišel, in to povezovanje, ki ga imamo mi iz različnih sektorov, različnih oddelkov, ti nekako razširi
razširiti to razmišljanje, na kaj dejansko moraš vse pomisliti. In to je ta prednost, ki tudi v prihodnosti se bo bolj v prihodnosti kazala, kakor pa zdaj trenutno. No. Ker zdaj trenutno se povezujemo, še malo tipamo, če temu tako rečemo, ne? Ampak ta vez vedno postaja močnejša skozi čas, ker se še bolj spoznaš, ne? In prednost bo prihajala skozi leta in obdobja, ko se bomo še družili, ker se ne bomo nehali. To. Super. Hvala za tole iztočnico. Učiti se drug od druga, povezovati. Dajana, kje si ti videla, kje ti vidiš tukaj v tej skupnosti prednosti? Si se česa naučila v tem letu? Ja, definitivno, kot je že Milan izpostavil, je ta program odlična priložnost za nova poznanstva in to povezovanje nas mladih iz različnih sektorjev. Tudi med sabo smo se že veliko pogovarjali, da bi želeli biti aktivni tudi naprej in skupaj priti do neke ideje in to potem razvijati. Tako da se vsekakor veselim tudi nadaljnega sodelovanja med nami, ko se bo program zaključil. Lahko rečem, da mi je ta program res veliko dal. Zato, ker ne samo to, da sem spoznala res super ljudi, ampak da je tudi bila priložnost se poglobiti mogoče v sebe in se opredeliti do nekih vprašanj, o katerih mogoče ne razmišljamo toliko pogosto. Tako da nam je ta program, jaz mislim, da vsem, sploh pa tudi meni, dal neko širino. Ja, hvala. Torej, širina. Tjaša, kaj pa tebi pomenijo take skupnosti? Ja, jaz se popolnoma strinjam z Dajano in z Milanom, kar sta povedala, čisto podpiram, enako čutim. Meni je MČM skupnost res zelo všeč, ker v bistvu v tujini nekje sem jaz začutila to spodbudno okolje, to željo mladih, da bi kaj spremenili. V Sloveniji tega predtem mogoče nisem toliko močno čutila. Zdaj pa, ko sem obdana z vsemi temi ljudmi, s to generacijo, ki ima veliko takih zanimivih idej in dejansko res močno željo, da nekaj spremeni, je to zelo navdihujoče. In mislim, da en drugega navdihujemo in je res lepo videti, tudi kako se v nas spreminjajo recimo stvari, tudi kako si razširjamo obzorja, kako se bolj spoznavamo z problemi in v bistvu iščemo rešitve. Ni tako, da samo tarnamo pa kaj vse narobe, ampak da dejansko stremimo k temu, da bi našli rešitve in to mi je res to, kar mi je najbolj všeč, pa tudi to recimo, da se vpleta potem tudi mlade ljudi s tem programom Prvi mentor, recimo se nagovori še tudi dosti mlajše generacije in jim pomagamo oziroma jim pomagate zaenkrat najdati njihovo pot, tako da to se mi zdi res super. Širjenje obzorij. Maja, kaj pa je tebi bilo recimo v tem letu ali pa kako MČM vidiš kot neko skupnost, kje smo ti razširili kakšno obzorje? Ja, jaz se v bistvu strinjam s predhodniki, imam bolj malo kaj za dodati. Razen tega, da se v bistvu v tem programu vidi, kako smo mladi polni idej, polni entuzijazma, želje po nečem več, ampak mogoče nam včasih zmanjka nekega poguma oziroma spodbude in mislim, da tlele v bistvu ta program odigra svojo funkcijo, zato ker smo res ljudje iz zelo različnih področij in se v tem smislu dopolnjujemo in tudi spodbujamo, da se dejansko naše ideje realizirajo in mislim, da je z tega vidika ta program pač odlična iztočnica. Ok, realizacija idej. Nina, si ti dobila kakšno novo idejo v tem letu? Ja, definitivno. Meni se zdi sploh za vse te izzive, ki so zdaj nekako potrebni, reforme izobraževalnega sistema, pokojninskega, zdravstvenega in tako dalje. Rabimo ljudi iz ful različnih področij. In MČM nas vse pripelje skupaj. Ok, res je, da smo tukaj po izobrazbi 3 pravnice, ampak kljub temu pač vsaka dela svojo stvar, pol sta še Tjaša, pa Milan, ki delata čisto druge stvari. Že, na primer, mi 5 iz toliko različnih zornih kotov dobimo nek uvid. Tudi dobro je, da se daš ven iz tega silosa, ki si v službi, ki vsi približno razmišljajo o istih problemih, gledajo stvari na podoben način in je dobro včasih testirati svoja prepričanja ali pa nekaj, kar misliš, da so dejstva, so pa bolj mnenja.
Tako da meni se to zdi ful spodbudno. Si pa želim, da ne ostane samo na ravni idej, pa v bistvu pogovore o tem, kaj vse za izboljšati, pa kako, ampak da res začnemo aktivno z dejanji, ravnanji, da pač se naredi nek načrt in da začnemo delati stvari. Ker se mi zdi, da s svojim delom pa zgledom iskreno lahko najbolj prispevamo k večji blaginji družbe v vseh pogledih. Ja, Nina, tole, kar si povedala, bom jaz kar uporabila za iztočnico, katere spremembe vse rabimo od reform v državi in tako naprej. In me zanima zdaj čisto konkretno, če bi bili vi, znašli ste se na recimo mestu voditelja neke države, katerega področja bi se najprej lotili? Torej, kje bi začeli delati spremembe? Nina, in bom kar pri tebi začela, ker si dala to iztočnico. Okay, jaz bi začela mogoče najprej izobraževalni sistem, zaradi tega, ker se mi zdi, da za vse dolgoročne večje spremembe je treba prej spremeniti način razmišljanja, pa v bistvu dojemanja sveta. Jaz, ko sem hodila po svetu, naprimer v Aziji, kakšne države, ne moreš ti odraslim ljudem, ki so stoletja in stoletja po kulturi živeli na določen način, pač naprimer dajo ful prednost spiritualnem pa duhovnem pa pač tem delu človeka, ne toliko materialnim ali pa mogoče tem pač tako kami, logičnem razmišljanju, njim razložiti globalno segrevanje ozračja, ločevanje odpadkov ali pa ne vem, te osnovne stvari za preprečevanje onesnaževanja okolja je skoraj nemogoče. In vidiš, da je treba majhnega pač otroka v šoli začeti učiti, kakšne posledice imajo njegova dejanja. Tudi moja izkušnja, ko sem se učila v drugih državah, se mi zdi, da ful več borcev, hitrejše prilagajajo spremembam. Mi smo malo zaspali tukaj v tem šolskem sistemu in se mi zdi to ena vrhunska priložnost izboljšati, ker imamo v Evropi in v svetu imamo zelo dober človeški potencial, mislim, tako smo zelo pametni, hitro dojemljivi ljudje, tako da bi bilo škoda to pač zgubiti zaradi nekih starih načinov izobraževanja. Seveda najprej treba bi bilo začrtati neko smer, kam si želimo iti, kakšne poklice bomo v prihodnosti rabili in pol temu prilagoditi tudi, ne vem, razmisliti, kere znanja pa vrline bodo najbolj koristile tem mladim ljudem. Ker to ne bodo iste, kot so koristile našim dedkom pa babicam, definitivno ne, pač svet se ful hitreje spreminja, tudi tako neka čustvena stabilnost, samoobvladovanje, tudi te skili bodo skozi bolj pomembni, tako da to pol pa mogoče naslednja stvar bi bil pa turizem, pa kako biti nizkoogljični oziroma neutralni, če bi ste dali, no, tako, ker se mi zdi, da skrb za planet. Ja, lahko bi bili super, pač tudi velikost države je idealna za to, za oboje in za neko nadstandardno šolstvo in za neko referenco. Ja. Milan, katerega področja bi se pa ti lotil? Kratkoročno gledano, gostinstvo pa turizem trenutno, ker to sta zdaj dve panogi, ki bosta po covidu najbolj kritični. Predvsem turizem vsem predstavlja velik del našega BDP-ja in bo treba najti način, kako bomo mi privabili spet turiste v Slovenijo. Tako da kratkoročno sigurno turizem, zaradi tega, da bomo preprečili kakršnekoli revščine v tej panogi, ker ta panoga je zdaj zelo trpela, tudi gostinstvo je zelo trpelo, tako da tukaj. Ampak za gostinstvo se mi zdi, da smo Slovenci itak radi po kavicah pa po kosilih, tako da to se mi zdi, da bomo hitro rešili. Dolgoročno gledano pa definitivno digitalizacija volilnega sistema, torej da lahko glasujemo s temle telefonom, tole bi definitivno spremenili naš politični sistem, kar se tiče strukture. Mladih, da se dejansko poklikajo tistih, za kogar hočejo glasovati in bi bilo to. Mislim, da smo v taki dobi, ki je to zdaj že možno. Tako da to nekako vidim, kakor 3 stvari, kjer bi bomo mogli zdaj fokus, predvsem kot država Slovenija, narediti.
Ja, nisem vedela, da bomo šli, ampak tako aktivistično smo v bistvu tale petek začeli, ampak se mi ne zdi nič narobe, ne? Saj prav, smo aktivni deležniki družbe. Maja, kaj pa se tebi zdi recimo pomembna tema, zdaj ključna za družbo, da bomo šli naprej? Zdaj prej je bilo pač veliko govora o politiki, pa tudi nekako vprašanje je bilo zastavljeno na način, česa bi se mi lotili, če bi bili voditelj države. Zdaj jaz bi se pa v bistvu tega vprašanja lotila na drugačen način. Jaz mislim, da ne rabiš biti voditelj države, da si prizadevaš za nekaj, kar misliš, da je prav. Jaz mislim, da je pač ključno izhajati iz tega mikrookolja, kaj lahko v svojih družbenih vlogah, v svojem poklicu narediš za družbo in se ne rabiš obremenjevati s tem, kakšne funkcije bi ti mogoče dale nekaj več moči, da to spremeniš, ampak je treba izhajati iz tega, kar pač trenutno je. In meni se zdi trenutno najbolj pereči problem družbe komunikacija, slaba komunikacija, neučinkovita komunikacija, zaradi tega, ker mislim, da kroži okrog o različnih tematikah cela vrsta nekih dezinformacij, pri čemer ljudje pogosto informacij ne črpajo iz dovolj raznolikih virov, da bi lahko dobili neko objektivno sliko in si ustvarili lastno mnenje. Hkrati pa se mi zdi, da se je v času te pandemije nekako izgubil nek smisel za zdravi razum. In mislim, da je to nekako strup za družbo. Jaz mislim, da je ključno, da se družbi in vsakemu posamezniku zagotovi prave informacije, zagotovi transparentnost, možnost, da se o nečem izobrazi in se pač si postavi neko lastno mnenje. Zaradi tega, ker če tega ni, potem lahko družba kot taka in vsak posameznik sprejme odločitve, za katere misli, da so prave in da so tiste, ki peljejo v boljši jutri, v resnici pa s tem sam sebi škodi. Tako da mislim, da je to neka bistvena stvar, ki jo je zdaj na krajši rok treba nekako nasloviti. Komunikacija in torej ne rabiš biti v vlogi voditelja, predsednika države, da narediš kakšno spremembo ali predsednika vlade. Tjaša, kaj pa ti misliš? Bi se lotila kakšnega posebnega področja ali kako gledaš na to? Ja, jaz v bistvu se zelo strinjam z vsemi, predvsem pa me mogoče vleče tudi v to smer, ki je že Nina izpostavila, torej izobraževanje. Ker tako kot je sama rekla Nina, je pomembno, da so ljudje, otroci so v bistvu naša prihodnost. In zdaj, ker mi jih moramo oblikovati, da bodo pač dobili izobrazbo, ki jo potrebujejo, da bodo lahko aktivni člani družbe. In zdaj trenutno, kakor je zastavljen ta program, recimo šolski, morda ni tako postavljen, da bi ustrezal temu, kar bodo otroci potrebovali potem, ne, za poklice prihodnosti. Ker zdaj trenutno je še vedno isti, kot je bil precej let nazaj, ne, tudi ko smo bili mi recimo v šoli. In je treba tukaj mogoče kakšne spremembe uvesti, poleg tega pa tudi, kot smo prej že omenjali, v bistvu že otrokom približati politiko na pravi način, ne zdaj kot nekaj dolgočasnega, ker se tiče samo starejših ljudi, ampak v bistvu je to je pomembno za nas vse, kaj se dogaja okrog nas in v bistvu že s to spremembo miselnosti začeti že v šoli, tako predvsem. Ok, sprememba miselnosti v šoli. Dajana, če bi bila pa ti voditeljica države, kaj bi najprej naredila? Jaz mislim, da je treba dati poudarek na spoštovanju vladavine prava, zato ker je to nekaj, kar je tesno povezano z človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, pa tudi vrednotami, kot so enakost, nediskriminacija, vključenost vseh posameznikov. In mislim, da je tudi v časih, kot so zdajšnji, ko se soočamo s številnimi izzivi in so odločitve nemalokrat hitre in v kriznih razmerah, da je treba vseeno zagotoviti spoštovanje te vladavine prava. To bi pa navezala tudi na socialno politiko in zlasti bi se zavzemala za varstvo socialno ogroženih otrok,
Tako kot sta že Tjaša in Nina izpostavili izobraževanje, se pa meni zdi, da bi bilo treba delati tudi na tem socialnem vidiku in predvsem zagotoviti, da noben otrok ne bo lačen. Kot prvo. Ena tema, ki se mi zdi tudi zelo pomembna, je pa odpravljanje te neenakosti med spoloma, v gospodarstvu. Mislim, da čeprav smo že veliko napredovali kot družba, so razlike še vedno očitne, čeprav so mogoče malo bolj skrite ali pa zabrisane in da bi bilo treba še naprej delati na tej enakopravnosti. Ok. Od izobraževanja do pravne države. Ja, mislim, super je slišati, da ste vsi zelo ozaveščeni, tudi gledate in vidite, kje bi lahko naredili kakšne spremembe. Če imate tudi tisti, ki nas spremljate, kar nekaj vidim, da vas spremlja tale pogovor, lahko se vključite v ta klepet in nam zastavite kakšno vprašanje. Jaz bom pa zdaj malo bom presekala zadevo in me pa zanima, zvedeli smo malo o tem, kje ste strokovnjaki, kaj so vaša področja. Imamo 3 pravnice, gradbenega inženirja, jezikoslovko. Tako, kaj so pa tiste stvari, ki ob delu ali pa v življenju pa vi zažarite? Kaj počnete najrajši? Tjaša, pa bom pri tebi začela. Ja, zdaj mislim, da že vsi, ki me poznajo oziroma s katerimi sem bila v stiku, vejo, da je to ples, da to je ena stvar, ki me res veseli, ki mi daje to energijo in kjer lahko sproščam frustracije, kadar je to treba. To je pač neka taka aktivnost, ki je z mano že kar več kot pol življenja in sem poskusila se tudi v različnih plesih in se mi zdi, da več različnih stvari, kot spoznaš, tako kot na splošno v življenju, tudi v plesu ti daje to neko širino in možnost, da se drugače izražaš, tako da ples definitivno. Tudi mogoče z družbenega vidika, potem to je tudi druženje ob kakšnih večerih, recimo salsa. To zdaj mogoče kar v tem času majčkeno manjka, pa si vsi želimo, da bi se čim prej sprostilo, tako da, ja, tako ples. Ples. Dejana, kaj pa ti? Ob čem, kaj delaš in kje zažariš, kaj delaš, ko zažariš? No, zame so to vsekakor potovanja, kar res vsak prosti trenutek in dopust namenjam temu, da raziščem nek nov kraj, novo državo, spoznam neko novo kulturo. Tudi prihajam iz take družine, kjer mi je že od majhnega vcepljena ta želja po odkrivanju sveta, tako oče kot brat sta pomorca, tako da je bilo že od majhnega to nekaj oprijemljivega, da lahko greš tudi daleč od doma in spoznaš nove ljudi, nove kraje. Tako da mislim, da so potovanja res ena taka stvar, ki ti lahko veliko dajo, zlasti pa to neko širino in spodbujajo to, da si bolj odprt, bolj toleranten do drugih, kar se mi zdi zelo pomembno. Pa tudi mogoče se bolj zaveš, koliko imaš in da obstajajo tudi ljudje, ki nimajo toliko veliko kot ti, in koliko je pomembna ta pomoč sočloveku. Ok, ples, potovanja. Nina, kje ti zažariš? Jaz veliko stvari v meni vzbudijo to, da zažarim. Praktično vsi športi, po mojem, vsi športi, še posebej tisti, ki se jih da upravljati zunaj, pa v družbi, v naravi pa v družbi. Potem tudi potovanja, organizacija potovanj, prinašanje nekih znanj drugim ljudem, ali so to otroci, ali so to starejši, ki jim pokažeš, kako deluje internet. Tako take stvari me filajo. Pa rada se učim vseh možnih stvari, ne vem, kuharski tečaj, kaligrafija, ni da ni, pač vse. Veliko stvari me zanima in če imam le možnost, že to, da imam priložnost se z nečim novim spoznati, povzroči, da zažarim. Radovedna. Maja, kaj pa ti? Kdaj ti zažariš? Jaz sem že v bistvu prej omenila, da sem se dolgo upirala pravu zaradi moje strasti do dizajna. In to mislim, da je stvar, ob kateri še vedno v prostem času zažarim.
Zdaj, to so v bistvu vse vrste dizajna. Zelo mi je všeč, kako lahko v bistvu neko stvar preoblikuješ in izpade povsem drugače, kako lahko daš eno stvar v prostor in prostor izpade povsem drugačen. In zadnje čase pač predvsem pozornost posvečam notranjemu oblikovanju, zaradi tega, ker sem v življenjskem obdobju, ko sem se precej selila in tudi v bistvu tudi trenutno sem v poziciji, ko iščem svoje stanovanje, prav tako moji vrstniki, in zmeraj, ko je potrebno dejansko postaviti nek prostor iz ničle do ne vem, nekega udobja, sem jaz zraven, me pokličejo, zaradi tega, ker mislim, da pač nekako skušam začutiti nek prostor in mu dati nek svoj pečat. In to me vedno znova fascinira in se mi zdi, da je to neka stvar, ob kateri lahko zažarim. Ok, začutiti prostor pa mu dati pečat. Milan, kdaj pa ti zažariš? Hands down, takrat, ko dizajniram ali pa igramo na mizne igre z druščino, tako da takrat se mi zdi, da je totalno tak sproščeno okolje, stran od mobitela, stran od vsega, se družimo spet in sem res vesel, da imam tudi tako družbo, da se lahko tudi to napolno igramo, ker to je neka stvar, ki ti zbudi tistega otroka v sebi, ki se mi zdi, da ga vsi imamo, to je definitivno stvar, ki zbudi otroka v meni, tudi sproži tisto kreativo, ki jo imam, ki jo nujno rabim za moje življenje. Drugače pa tudi sreča, da me je vzgajal oče, ki me je dosti športa navadil, tako da tu za loparje pa za take stvari mi ni tuje verjetno. Nazadnje pa plešem še swing, tako da to je bila ena stvar, ki je šla čisto izven mojih okvirjev, ampak the best stvar, tako top. Še naprej bom to delal in to je to. Okay. Ja, Tjaša je navdušena, zdaj si jo kupil s tem. Ja, vmes sam preberem vprašanj, zaenkrat nimamo, ampak en komentar je pa bil na Facebooku usmerjen v to, da je rešitev v izobraževanju in demokraciji in da moramo odpreti oči in čim več govoriti o tem. Jaz bom vzela to kot pozitivno, da smo tudi danes govorili o teh stvareh in malo ozavestili kakšno tematiko, kar me zelo veseli. Jaz predlagam, da tale naš pogovor zaključimo z enim krogom, da drugega kaj vprašamo. In pol pa, če bo čas, pa lahko še kakšno temo odpremo, če nam jo bo tudi kdo predlagal. Tako da, Milan, jaz bom tebi zastavila vprašanje, ti boš pa pol naprej. Ti delaš v korporaciji, si pa tudi podjetnik. Koliko pomembno se ti zdi, da se lotevamo takih enih svojih projektov, recimo, pa nam mogoče povej, kaj še počneš kot podjetnik zraven, pa kako to dvoje dopolnjuješ? Ja, imam to srečo, da sem zaposlen v korporaciji, kjer delam kot Innovation Project Manager in dosti stvari, ki mene filajo mojo dušo oziroma delajo to, kar sem jaz, je to, da imam možnost v podjetju kreirati pa izdelati nove izdelke in potem tudi to interakcijo s strankami izpeljati do konca. Tako da je del velik mojega življenja tudi podjetništvo. V zasebnem življenju pač kreiram namizne igre in se pač s kolegom se pripravljava za Kickstarter. Tako da to je taka stvar, jaz imam rad ta proces, tudi če na koncu nič ti ne uspe ali pa včasih ti tudi ne uspe, veliko stvari ti uspe, ampak ta proces sam, da začneš nekaj pa da se nekaj novih stvari naučiš, to je tisto, kar dela podjetnike, se mi zdi, jim daje tisti edge, da imajo šanso, da uveljavljajo neko svojo vizijo in delajo na svojih stvareh. No, tako da to. Ok, super, ta proces. Jaz te bom prosila, da podaš žogco naprej in eni od deklet zastaviš vprašanje. Bom zastavil vprašanje Nini, ker ima podobno pozicijo kakor jaz, tako da jo bom vprašal, kako handla vse te različne ljudi, karakterje, s katerimi se spopada, ker eni so introvertirani, drugi so ekstrovertirani, tretji so spet drugačni, tako da mene zanima, kako ona to handla. Dobro vprašanje, Milan, res. Ja, to se mi zdi, da je bil na začetku največji challenge,
zaradi tega, ker pristop, ki odlično deluje pri enemu človeku, je katastrofa pri drugemu. Meni najbolj pomaga to, da v bistvu dejansko preklopam v glavi. Vmes si vsaj 30 sekund vzamem med enim in drugim, da prešiftam, pa več poslušam, kot govorim. Zaradi tega, ker če poslušaš, pa če zares poslušaš, vidiš, kaj različne ljudi, kje so te gumbi, na katere pritiskaš. Ja, je pa tako, da pač na koncu se moraš vsem prilagoditi. Nekoga lahko vprašaš eno vprašanje in ti bo povedal vse, kar moraš zvedeti. Iz drugega boš mogel pa vrtati, ne. Ampak ja, meni pomaga to ta prostor, da ustvarim prostor za poslušanje, pa nasmeh še nikoli ni škodoval, no, tako pač. Mogoče tudi, da kdaj, ko je kakšna tenzija, da malo se pohetaš. To vedno deluje. Tako da, tako. The best. In na komu boš podala? Ja. Jaz bom pa postavila vprašanje Dajani in sicer me zanima, kaj je bil tvoj največji challenge ali pa mogoče najtežji obdobje ali pa trenutek v življenju, zakaj pa kaj si se iz njega naučila? Tako. Hvala, ful zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da je bil kar velik challenge, ko sem ob službi pisala doktorsko disertacijo, zato ker je odvetništvo že samo po sebi precej zahteven poklic, ki terja velikega časa. Doktorska disertacija pa tudi ni glih majhen projekt, tako da je iskanje tega nekega ravnotežja, pa hkrati še nekako obdržati ta nek prosti čas oziroma mogoče najdeti neke ventile za sproščanje. Tako da bi rekla, da je bilo to kar zahtevno obdobje, zahtevnih nekaj mesecev, ampak me je to gnala ta želja, da bi ta projekt uspešno zaključila, tako da sem potem pač nekako zborbala, ampak je pa to ja definitivno nekaj, kar je bilo najbolj zahtevno obdobje, bi rekla do sedaj. Zdaj, kaj se tiče pa mojega vprašanja, pa Tjašo vprašala, kaj te motivira oziroma kaj ti je najbolj všeč pri tvojem delu? Ja, hvala, Dajana. Zdaj, to, kar jaz počnem, mi je res zelo všeč in ekipa, v kateri to počnem, ima še res veliko vlogo pri tem, no? Ker se mi zdi, da je res pomembno, kakšno delovno okolje imaš, ker to je že v bistvu polovica, se mi zdi vsega, kako deluje ekipa med sabo, kako se spodbujamo med sabo, ne? In kako se recimo nove ideje sprejemajo. To se mi zdi res pomembno, tako da moja ekipa definitivno je nekaj, kar zelo cenim. Poleg tega pa imam tukaj priložnost delati še z jezikovnimi trenerji, torej včasih tudi z jezikovnimi trenerji, ki se tega šele lotevajo, ki so šele na začetku, in je res cenim to, da lahko delam z njimi, da jim lahko dajem delim z njimi svoje izkušnje, da jih usmerjam in potem v bistvu zelo me veseli, ko vidim, kako rastejo, kako sami potem to prevzemajo in tudi potem sami pridejo do svojih rešitev in idej, tako da ja, definitivno to, ko vidiš, da nekomu uspe. Tjaša, bo še Maji zastavila eno vprašanje? Ja, Maja, mene pa zanima, kako se pri svojem delu soočaš s tem stresom. Včasih jaz verjamem, da je tudi odvetništvo zelo tako stresno delo, delaš z ljudmi, tako da ja, kaj je tisto, kar tebe recimo sprosti, na kakšen način? Ja, hvala, Tjaša, za vprašanje. Ja, mislim, da je odvetništvo povezano z zelo veliko stresa. Zdaj to pač v bistvu vsak dojema na nek drugačen način. Zdaj jaz mogoče ne vem, na kratek rok nek stres sproščam z športom. Pač včasih, ko me kaj razjezi v službi, ker imam vsega v bistvu dovolj, se mogoče pač usedem na kolo, grem teč, ker mislim, da je to, ne vem, v trenutku najboljši način, kako dejansko spustim to iz sebe. Zdaj seveda je pa pomembno, da imaš tudi neko uravnoteženo življenje, da imaš neke stvari, ki delaš v prostem času, da ti pač pomagajo odklopiti.
stres na delovnem mestu. Kot sem že povedala, je to za mene pač dizajn, v katerem se res najdem in ki me dejansko žene naprej. Tako da ja, to so moji recepti, no, ampak je pa včasih res težko, pa mogoče, da vsak to dejma nekoliko drugače. Tonja, zdaj ste postavim. Ja, lahko, ja. Ja, mogoče, da bi te vprašala. Ti zdaj, mislim, že več let sodeluješ v tem programu Young Professionals, pa me zanima, kaj vidiš, da je zelo specifičnega za našo generacijo, po čem se razlikujemo od drugih? Ja, mislim, prva zadeva seveda, kar kot očitno pade, je tukaj, da je to ena taka digitalna generacija. Če gledamo 11. generacijo, da smo bili večino časa povezani preko Zooma, ampak se mi zdi zanimivo, da smo kljub temu znali, da ste kljub temu znali narediti ene vezi, se malo spoznati med sabo in da se lahko ena bližina ali pa občutek poznanstva ustvari tudi nadaljavo. Tako da to, pa zagotovo ena velika želja po aktivizmu, tudi danes smo se o tem veliko pogovarjali, tako da te dve stvari bi bile tako. Ta prvo, kar pride na misel, pa ob tem vam sem že rekla, pa tudi ostalim večkrat hvala, no, da se mi zdi, da je zelo lepo gledati to, da nekdo vzame to skupnost, to skupino za svojo, s tem, da prispeva tudi čas, pa čeprav bo to še en Zoom po 17. uri, tako da to je zelo cenim. No. Ja, lepo je bilo klepetati z vami, malo smo vas, jaz sem se tudi marsikaj novega naučila, pa še se bom, verjamem, od vas, tako da hvala, se vidimo spet kmalu, pa v živo takrat nas pa vsi, ki zdaj gledate, spremljite tudi in si dajte v koledar 15.6., da se bomo videli na MČM Top Potencialu leta, nas pa z 11. generacijo prej še čaka še kakšno srečanje in veliko enih stvari. Tako da, hvala vsem in imejte lep dan, lep petek. Hvala tebi, Tonja. Hvala. Hvala. Hvala, adijo. Čau. Hvala, adijo. Čau.